Policija z občine odstranila protestnika. Kako uspešne so razprodaje? Sončku obrtniki pomagajo urejati bivalno enoto. Komu boste podarili objem? Dober večer. Potem, ko je protestniška skupina 29. oktober, tudi organizatorka nedavnih protestov v Mariboru, napovedala, da bo nadaljevala gverilske akcije, so 4 člani danes v prostorih mariborske občine začeli izvajati državljansko nepokorščino. Ob 8. uri so prišli na hodnik na mariborski upravni enoti, kjer so nameravali ostati do 16, a jim je policija to preprečila. Neupravičeno zadržujete v objektu, vas opozarjam, da zapustite ta objekt. Ok, opozorilo sprejeto, jaz sem pač odklanjam. In tako je v spremstvu policistov glavni aktivist skupine moral zapustiti prostore upravne enote, ko so mu ti zaradi kršenja javnega reda in miru naložili 40 evrov denarne kazni, pa se je Jašar s plačilnim nalogom v roki vrnil v občinske prostore. Ta način jaz vidim kot zadnji legitimni, miren način protestiranja, ker vsi dosedanji očitno niso zalegli. Mestni svet mora odstopiti, ker je tako zahtevalo pač ljudstvo v Mariboru. A že takoj po uradni izjavi se za njim podala tudi skupina policistov. Boste z našimi stopili do vozila. Imate pravico molčati, imate pravico do odvetnika. Nad aretacijo, ki je potekala vsem na očeh, so bili mimoidoči ogorčeni. Je bil popolnoma miren. Tudi noter na hodniku sem videl, da ni delal neke gužve. In je nesmiselno, da so ga odpeljali. Zdaj vidimo, kam naša policija cilja, koga brane, lopove ščitijo. Verjetno ni prav, če so uradne ure, ne? Slabega ni mislil s tem, kar je hotel povedati. Do navedene skupine sem pristopil kasneje tudi sam, se predstavil in jih povprašal, ali opravljajo kakšno upravno storitev. Ko so mi zatrdili, da ne, da zgolj čakajo, sem jih napotil iz uradnih prostorov. Na vse zadnje gre, tako še Vogrin, tudi za pritisk na javne uslužbence, a Jašar, ki ga je policija takoj potem, ko so na upravni enoti končali z uradnimi urami, tudi izpustila, je napovedal, da ne bo odnehal. Že jutri zjutraj se bo v občinsko stavbo ponovno vrnil. Zimske razprodaje tekstila in obutve niso več tako množično obiskane kot nekoč, saj večina trgovcev različna znižanja cen pripravlja vse leto. Kot opažajo tržni inšpektorji, trgovci pravila, ki veljajo na razprodajah, dosledno upoštevajo, saj z leti ugotavljajo čedalje manj kršitev. Izložbe vabijo s 30 pa vse do 50% popusti, ki pa ne pritegnejo več toliko kupcev kot nekoč. Kaj smo kupili zanimivega? Eno jaknico. Ja, toliko malo nekaj, da potešiš svojo zadovoljstvo. Cena je bila v redu? Še kar. Lahko bi bila boljša, ampak tudi tako je dobro. Razprodaje niso več tako popularne. Z popusti smo že začeli pred novoletnimi praznikami. Se pravi povpraševanje po zimski opremi, tekstilu, zimski obutvi. S tem pa, da pri nas je poglaviten del vpliva na sama znižanja prinesel sneg, ne pa datum razprodaj. Trgovci morajo kupce obvestiti o vrsti blaga, odstotku znižanja in obdobju trajanja razprodaje. Pravila dosledno upoštevajo. Inšpektorji so v prvih 2 dneh opravili 22 ogledov in zabeležili le 2 kršitvi. Ponavadi gre tu za kak manjkajoč podatek pri sami objavi razprodaje. Recimo, da manjka kak določen del, recimo odstotek znižanja ali pa navedba vrste blaga, ki je na razprodaji. V redkih primerih pa tudi ugotovimo, recimo, da blago ni označeno z 2 cenama. Trajanje razprodaj določijo trgovci sami, praviloma pa lahko popuste ponujajo največ 60 dni. Za potrošnike pa je dobro, da poznajo svoje pravice v primeru vračila ali zamenjave izdelka, kajti kljub nižji ceni mora biti ta brezhiben. Prostori bivalne enote Sonček na Pragerskem, kjer živi 8 varovancev s posebnimi potrebami, že postajajo lepši. Na prošnjo za pomoč se je namreč odzvala Obrtna zbornica Slovenska Bistrica in s pomočjo svojih članov organizirala beljenje bivalnih prostorov. V 2 dneh bodo tako osvežili sobe, kjer že 3 leta stanujejo varovanci. Že ob 7. zjutraj so slikopleskarji zavihali rokave in se lotili dela. Današnji dan bodo namesto na gradbišču preživeli v Sončkovi bivanski enoti. Današnji dan
in da vidiš recimo srečne obraze, tudi nekaj. Še v Sloveniji vedno obstaja pri ljudeh in podjetjih, obrtnikih toliko rezerve, da lahko vsak v Sloveniji v neko dobro delo nekaj podari. Za delo sta poprijela tudi stanovalca Dejan in Aleks. Super je. Bo lepe barve? Bo lepe barve. Bo pa fajn lepo. Fajn bo pa zdaj, ko imamo nove spalnice. Svojo sobo pa je prišel pogledati tudi Luka Prosnik, ki se bo kmalu na novo priselil v to enoto. Redko kdo se veseli odhoda od doma, samo jaz bom rekel samo to, da je to izjemno zanimivo, da bo to izjemno zanimivo obdobje, ko se bom učil in se bodo učili od mene. Hišo, v katero so se vselili pred 3 leti, namreč postopno urejajo, kolikor pač imajo na voljo denarja, zato so toliko bolj veseli odziva obrtnikov. Moram reči, da so nam zelo hitro priskočili na pomoč, tako v sami obrtni zbornici, kot tudi obrtniki vključeni v obrtno zbornico, saj je v bistvu od naše prošnje pa do danes, ko akcija poteka, minilo manj kot 3 tedne. Vodja enote pa ob tem dodaja, da bodo hvaležni tudi za nove donacije, saj bi radi prostore dokončno uredili in tako nov dom ponudili še najmanj 3 varovancem. Mnogi starši so ob napovedi splošne stavke v javnem sektorju zmedeni, saj še ne vedo, ali v sredo lahko pripeljajo svoje otroke v vrtec ali ne. Po navodilih sindikatov naj bi vrtci med stavko sprejemali le otroke, ki nimajo možnosti drugega varstva. V skupnosti vrtcev Slovenije pa nasprotno pozivajo vse vrtce, naj ne zaprejo vrat nikomur. Starši, ki imajo otroke v ptujskem vrtcu, so lahko v sredo brez skrbi. Vseh 11 enot bo odprtih kot običajno. Smo na razpolago, smo pa seveda starše obvestili, da se tudi naš vrtec pridruži stavki. V času stavke naj bi bilo v ptujskem vrtcu le okoli 100 od 1200 malčkov, kar v vrtcu razumejo kot podporo staršev zaposlenim, ki se borijo za ohranitev višine plač. Seveda podpiram to absolutno za vrtece, da ne bi jih trpali več v skupino. Boste otroka pripeljali vrtec ali boste solidarni? Ne, starši bojo babici pripeljali. Podpirate stavko s tem? Absolutno. Če se drugače ne da dogovoriti, potem pač mora iti tako daleč. Za stavko se je odločilo 95% vrtcev po državi. Ti naj bi bili po navodilih krovnih sindikatov odprti le za otroke, ki nimajo drugega varstva. Kako ravnati se lahko sicer v posameznem vrtcu odločijo samostojno. Skupnost vrtcev Slovenije pa je ravnatelje pozvala, naj bodo odgovorni do otrok in staršev, saj niso krivi za nastale razmere. Moj poziv je, ne da vrtci ostanejo, ampak da se nobenega otroka ne odkloni. Zdaj, kako bodo posameznik, ali bodo to dežurne enote, ali bodo dežurni oddelki, bi težko rekla. Prihod otroka v vrtec v sredo morajo starši napovedati. Tako bodo tudi izvedeli, katera enota oziroma oddelek v posameznem vrtcu bo odprt. Družba Aerodrom Ljubljana ter Ministrstvo za infrastrukturo in prostor sta danes na Brniku podpisala pogodbo o sofinanciranju gradnje novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika. Projekt ocenjujejo na okoli 73 milijonov evrov, petina bo evropskih sredstev. Terminal naj bi bil zgrajen do januarja 2015. Poglejmo še drugo domače dogajanje. Če premijer Janez Janša do torka opolnoči ne bo odstopil, bosta že v sredo odstopila ministra iz vrst Državljanske liste Janez Šušteršič in Senko Pličanič. Po napovedih pa jim bodo sledili še 4 ministri iz Ljudske stranke in Desusa. Kljub temu Slovenija ne bo brez vlade. Sicer pa so tudi v Ljudski stranki, kjer so nedavno še dejali, da so pripravljeni sodelovati v vladi do vključno februarske seje Državnega zbora, saj želijo pod streho spraviti reformo delovnopravne zakonodaje, danes svoje stališče zaostrili. Na pogajanjih predstavnikov vlade in sindikatov javnega sektorja danes ni bilo napredka. Kot je povedal vodja vladnih pogajalcev Senko Pličanič, zahtevajo sindikati pogajanja o masi za plače javnih uslužbencev, za kar nima mandata. Bo pa naredil vse, da bo še pred stavko dobil stališče vlade glede tega. Po besedah vodje koordinacije stavkovnih odborov sindikatov Janeza Posedja, očitno v vladi niso dojeli resnosti situacije. Pogoj, da stavke v sredo ne bi bilo, je sklenitev sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev in sklep vlade, da se bo tega držala.
Po polnoči bodo dražji naftni derivati. Liter 95-oktanskega in 100-oktanskega bencina bo stal 0,5 cent več. Za dober cent bo dražje dizelsko gorivo, več bo treba odšteti tudi za kurilno olje. Vlada tokrat trošarin ni spreminjala. Objem je univerzalna govorica, ki blagodejno vpliva na človekovo duševno in telesno zdravje. Pred 27 leti so zato v Ameriki 21. januar razglasili za mednarodni dan objema. Datum je točno na sredini med Božičem in Valentinovim, torej povezuje največja praznika družine in ljubezni. Tretji ponedeljek v januarju naj bi bil po izračunih britanskega psihologa Cliffa Arnalla najbolj depresiven dan v letu. Leto sovpada z mednarodnim dnevom objema, ki pa usrečuje zdravi depresijo, zmanjšuje stres in krepi imunski sistem. Pred leti se je v svetu začela tudi kampanja podarjanja objemov. Znanstvene študije namreč kažejo, da se ljudje vse manj dotikamo. Jaz se objemam, ko mi pač to ne bo odgovarja, ne? Pa odvisno, katera oseba je. Ker nimam s kom. Sem vdova. Otrok ni doma. In kaj vam objem pomeni? Pomirjanje. Vsakemu je toplo pri srcu, ko ga nekdo objame. Ne vem, neka toplina, neka zavetje osebe, ki mi je blizu. Po mnenju znanstvenikov objemanje izboljšuje tudi medsebojne odnose. Kakovosten odnos na telo učinkuje kot zdrava hrana in telesna dejavnost. Je zelo močno sredstvo, ki komunicira sprejetost, varnost, ljubljenost, naklonjenost. Lahko bi rekli, a ne z malce hudomušnosti, da en objem na dan prežene psihoterapevta stran. Objem namreč ugodno vpliva tudi pri duševnih motnjah, povezanih s tesnobo. V teh južnoameriških kulturah, kjer je seveda objem dosti bolj prisoten, dosti bolj pogost, je ravno objem tisto, ki nekako blaži tovrstne motnje v teh kulturah. Slovenci ne spadamo med narode, ki bi se pogosto objemali, raje se rokujemo. Po besedah dr. Černečiča smo nekje v svetovnem povprečju. Sinoči je v Mariboru potekala že 14. podelitev Bob leta, nagrade za izjavo, ki je po mnenju bralcev mariborskega časnika Večer najbolj zaznamovala preteklo leto. Nominiranih je bilo 9 avtorjev, ki so rekli Bobu Bob. Dame in gospodje, avtorica zmagovalne izjave, avtorica Boba 2012 je ženska, ki ima Bob celo v svojem priimku. Gospa Jelka Bobonja, prosim. Zmagovalna izjava pravi: na kraj pameti mi ne pade, da bi pogledala, kaj na izdelku piše. Je zdravo, ni zdravo, koliko konzervansov ima, je slovensko ali ni. Zame je pomembna samo cena. Kupujem tisto, kar je v akciji in temu prilagajam svoj jedilnik. Sem povedala, da je mož v penziji moj, ne? In da penzija je kar taka bila, ne? Sam da so zdaj začeli tudi penzije jemati, pa slabe službe so že, pa so govorili, da bojo tudi od naših plač vzeli neki. Pa je pa rekla, kam pa hodiš v trgovino, in sem tako povedala. Med letošnjimi nominiranci so bili tudi direktor, igralec, filozof in športnik. Nominirane izjave pa so odraz stanja v Sloveniji, revščine, gospodarske in politične krize. V Mariboru kar velika kriza. Se mi zdi, da je veliko ljudi, ki si ne more privoščiti zdrave hrane, ne? In res morajo gledati samo na ceno izdelka. To pravzaprav dejansko izraža tisto današnjo stanje v družbi, ne? Včasih se mi zdi, da le na Bobu leta so bile tudi ne samo tako politične, pa socialno-družbene izjave, tako da preseneča me ne, pač škoda, da mogoče naslednje leto bo bolj raznoliko, no. Za zabavo in smeh je vsaj v gledališču poskrbel igralec Tadej Toš, ki se je v Večeru polnem satire in ki se je začel z minuto molka za razum v slovenskem parlamentu dotaknil slovenskega političnega vrha, cerkve, razkril pa je tudi, kdo stoji v ozadju mariborskih protestov. Kadilci so brezobzirna drhal, v svoji knjigi z naslovom Prekleti kadilci zapiše Svetlana Makarovič, čeprav je sama strastna kadilka. Satirično besedilo je tudi osnovna monosatire, ki jo uprizarja igralec Bojan Maruševič. Prekleti kadilci so na odru premierno zaživeli pretekli petek. Prekleti kadilci ob zajedljivosti vsebujejo obilico humornih prvin in pronicljivih domislic, ki bralce nasmejijo. Tudi dramski igralec Bojan Maruševič ob prebiranju ni mogel ostati ravnodušen. Nasmihal in hahljal kar z užitkom in kar z veseljem, in bolj, ko sem se približeval koncu besedila, bolj sem videl, to moram uprizoriti. Takoj, ko bom prebral knjigo, bom poklical Svetlano in to sem tudi storil. In hvala Bogu je rodilo to
ne bom rekel uspeh, ampak eno skupno sodelovanje. Satiro kot tudi monosatiro uvajata in v celoto zaokrožujeta kadivska ali bolje protikadivska songa. V lahkotnem ritmu ju je uglasbil član mariborskih simfonikov Renato Ribič. Če ne bi več sveta zastrubljal, da ubijal skinil stopak. Niti ni bila potrebna ne vem kakšna transformacija v monosatiro, kot jo zdaj imenujemo, oziroma ta tekst imenujemo, kajti tekst je že sam po sebi tako napisan. Moja osnova je bazirala na tem, da ne bom kompliciral z nobenimi scenskimi elementi, z nobenimi nepotrebnimi rekviziti, razen cigarete, ki pa jo v predstavi ne prižgem. Makarovičeva bralca med drugim seznanja s kratko zgodovino kajenja. Pojav kadilcev naj bi zakrivil Krištof Kolumb. Naniza pa še nekaj zgodovinskih osebnosti in pojavov povezanih s kajenjem. A ni važno, če si kadilec ali ne, pravi Maruševič. Ene in druge Makarovičeva spretno pokritizira. Postavimo drug drugemu ogledalo pred seboj, tako kadilci in nekadilci. Mi smo včasih kadilci zlobni, do nekadilcev smo nepošteni. Nekadilci si pa dovolijo kjerkoli rušiti in pljuvati in nas prezirati na take in drugačne načine. No, o tem govori sam ta tekst. In zato iz same strupene škodoželjnosti nikakor ne umiramo tako pogosto in tako hitro, kot bi se zdelo njim spodobno in pravično. V prvem delu svetovnega rokometnega prvenstva v Španiji je Slovenija v 5 tekmah dosegla 5 zmag. Čez dobre pol ure bo v Barceloni proti Egiptu pričela tekmo osmine finala. Če doslej poraz ni bil usoden, je od danes drugače. Vendar je serija zmag v naši vrsti kljub nihanjem v igri dodatno utrdila zmagovalno miselnost. Vsak igralec je že pred prvenstvom imel v svojih glavah više cilje, tudi sam osebno sem pred prvenstvom napovedoval medaljo in še zmeraj stojim za tem in bomo s fanti naredili vse, da jo tudi osvojimo. Čakamo pravo Slovenijo, ki bo odigrala prvi in drugi polčas obrambo in napad na eni tekmi. V četrto ni šlo. Košarkarji Maribora Mesarja so v derbiju prve državne lige prvič v tej sezoni izgubili proti igralcem Zlatoroga iz Laškega. S tem so Laščani prevzeli vodstvo na lestvici, Mariborčani pa zaostajajo za točko. Četrta letošnja tekma med vodilnima ekipama Lige Telemach je bila najbolj razburljiva in je gledalcem, ki se jih je zbralo okoli 600, veliko ponudila. Od atraktivnih zabijanj do uspešnih metov za 3 točke. Pa razburljivo končnico, v kateri so se bolje znašli Laščani. Definitivno je bil pravi derbi. Mi smo že pred tekmo vedeli, da bo težka tekma. Konec koncev letos smo že 3-krat izgubili proti Mariboru, 2-krat v pokalu, 1-krat v ligi. Ne vem, igrajo super, čutijo se. A tega v mariborski igri v prvem polčasu ni bilo videti. Obramba je zamujala, tako da so Laščani neovirano metali na koš, v napadu pa je bilo preveliko zgrešenih metov in premalo ujetih žog. Prvi polčas smo res odigrali tako, kot smo se zmenili, priigrali smo 10 točk prednosti, potem smo pa v tretji četrtini pustili, da se je razigral Pelko, zadeval nekaj norih metov in praktično še sam ujel priključek. Smo se to časom dogovorili, da moramo strniti bolj obrambo, igrati bolj agresivno, kar nam je uspelo, približali smo se, povedli, ampak na koncu nam je zmanjkalo malo sreče in moči. 2 minuti pred koncem so imeli Mariborčani 4 točke prednosti. 20 sekund pred koncem pa napad pri 3 točkah zaostanka. Zgrešen met iz razdalje jih je dokončno pokopal. Igralci v zelenih dresih so tekmo dobili za visokih 7 točk. Prvo tekmo je bil debakl sred 3 lilja v Laškem, ker smo se čisto razpadli. Potem pokalu 2 tekme so bile definitivno najboljše kot prva, ampak še vedno nismo bili pravi še. Mi smo vedeli, da bo prišel čas za revanšo, trenirali smo naprej in definitivno najboljša predstava proti Mariboru. Do konca prvega dela državnega prvenstva je še 6 krogov. V naslednjem, ki bo na programu v soboto, bodo pri Laščanih igrali zadnjeuvrščeni Polzalčani. Mariborčani pa bodo 10. zmago naskakovali pri 7. uvrščeni Škofji Loki. Na območju plinskega črpališča v Alžiriji, kjer se je v soboto razpletla krvava drama s talci, je umrlo približno 60 ljudi, veliko tudi tujih državljanov. Alžirske oblasti so včeraj pridržale 5 domnevnih storilcev. Poglejmo še drugam po svetu.
Potem, ko je ameriški predsednik Barack Obama v nedeljo v Beli hiši uradno prisegel pred predsednikom ameriškega vrhovnega sodišča za svoj drugi 4-letni predsedniški mandat, bo to danes storil še javno. Obama bo namreč zaprisegal še pred kongresom na prireditvi na prostem, na kateri pričakujejo okrog 800.000 ljudi. Zaradi sneženja imajo še vedno težave v Veliki Britaniji, kjer so na osrednjem londonskem letališču Heathrow odpovedali 130 poletov. Zaradi snega so danes v različnih delih Velike Britanije zaprte tudi šole. V Moskvi pa je v zadnjih 4 dneh zapadlo pol metra snega, kar je povzročilo velike zastoje na cestah, letalski promet pa ni oviran. Ruski meteorologi za prihodnje dni napovedujejo mrzlo vreme, saj naj bi se temperature spustile celo pod -20 stopinj Celzija, v Sibiriji pa pod -50 stopinj. Rim je našel mecena, ki bo financiral obsežno prenovo znamenitega rimskega vodnjaka Trevi. Svetovno poznana rimska modna hiša Fendi je namreč z mestom sklenila dogovor o financiranju prenove, ki se bo začela marca. Restavriranje bo zaključeno v letu 2014. Rimski vodnjak Trevi je med drugim poznan po tem, da so ob njem posneli enega od prizorov iz filma Sladko življenje Federica Fellinija, v katerem se je v vodnjaku okopala Anita Ekberg. Oblačno bo, občasno bo v notranjosti rahlo snežilo. Temperature bodo od -2 do 2, ob morju od 4 do 8 stopinj Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj ponekod megleno in po večini suho. Tudi v četrtek bo oblačno, občasno bo rahlo snežilo. V Visokogorju in Sredogorju je velika nevarnost snežnih plazov. Miren večer želimo pred zelo verjetno novo pošiljko snega. Lahko noč.